Ravnokar sem imel en krajši intervju na Radiu Slovenija na temo sladoleda in malo sem valjda researcha naredil, preden sem šel tja. A si se sploh kdaj zamislil ali pa zamislila tako, kako je v bistvu bilo delati sladoled včasih, ko še ni bilo zamrzovalnikov? Tako, na začetku so, kakor sem jaz prebral, Wikipedia veri, v bistvu vzeli malo snega in pa medu in nekaj sladkega in ledenega. V bistvu je bil cel luxury, da si dobil sladoled, tako pa 1500 let nazaj, 2000. In včasih se je treba to fajn zavedati, koliko je danes res prijetno, ko greš kamorkoli želiš in dobiš kepco sladoleda. Čisto tako, Dal sem ene 3 ideje za kako pripraviti doma sladolede in najbolj moram reči, da me mikajo sorbeti, zato ker vroče, ne da se mi ukvarjati smetano, niti nimam mašine za pripravo sladoleda in en hiter nasvet, če slučajno nimaš naprave za pripravo sladoleda, daj, ko narediš mešanico za sladoled, se pravi, vzameš sladkorni sirup, mogoče kaj infuziraš v ta sladkorni sirup in potem dodaš kakšen sadni sok ali pa pire, je, da v bistvu to mešanico, to osnovo za sladoled daš v en pladenj in v zamrzovalnik, in potem je treba 3-4 ure, da zamrzne zadeva in vsake pol ure premešati z vilico, pa se ne bojo naredili kristali. Pa še nekaj, sladkor je ful pomemben. Sladkor v bistvu zniža telišče in poskrbi za to, da če trofiš ravno pravo razmerje sladkorja, bo sladoled ful kremen. Sladoled z okusom lincer piškota, malina, cimet, pa še neke zadeve, višnja, pa čokolada. She's the best. Še dobro, da je poletje, tako da jejte čim več sladoleda, dobro se imejte, se vidimo.